V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Dragi bratje in sestre, dragi rojaki po svetu, povezani smo po internetu, da bi slišali Božjo besedo in Kristus vstopa v vaše hiše, vaše domove in jih napravlja za svetišče. V prvem berilu bomo slišali, kako Božji duh vodi diakona Filipa, da sreča etiopskega dvorjana, ki je bral odlomek iz Svetega pisma in ga ni razumel. Dvorjan ga je prosil, naj mu razloži Izaijevo prerokbo o trpečem Kristu služabniku, ki je podoba Jezusovega trpljenja. Ob krstu prvega pogana se bomo še bolj zavedali, da se Jezus želi srečati z vsakim človekom. Gospod, daj nam svojega duha, da se bomo približali vsakemu iskalcu Kristusa in z evangelijem odgovarjali na njihova življenjska vprašanja. V evangeliju pa bomo slišali, kako ljudje godrnjajo, ko Jezus govori o svojem Božjem poreklu. Pove jim, da morajo verovati vanj in poslušati Očeta le v Božjem duhu. V mašni dariti skušamo vedno znova odkrivati Jezusovo trpečo telo, ki se v ljubezni razlomi na oltarju križa in se nam daje v hrano. Gospod, hvala ti za dar vere, da moramo odkrivati veličino tvoje žrtve in iz nje živeti. Naj jo vredno prejemamo z vernim srcem in te v vseh okoliščinah ljubimo s tvojo pomočjo. Priznamo svojo odtujenost od Boga, svojo nevero, ki izvira iz neznanja in nespoznavanja Svetega pisma, da bi v njem prepoznavali svojo življenjsko pot in jo kazali še drugim. Gospod Jezus Kristus, Oče, te je poslal na ta svet, da ozdraviš vse, ki so žalostnega, potrtega, malodušnega srca. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Prišel se reševati, kaj človek izgubi zapravil. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Daješ nam svojega duha, ki nas vodi polnini življenja in resnice. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Zares se nas usmili, dobri Bog, odpusti nam naš greh, našo krivdo in nas vse pripelji večno in srečno življenje. Amen. Molimo. Usmiljeni Oče, v velikonočnem času si nam še globlje odkril skrivnost svoje ljubezni in nas osvobodi grešne teme. Pomagaj nam, da se bomo močno oklepali tvoje resnice, tudi prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj Očestva Svetega Duha živi, v nas deluje in nas ljubi vekomaj. Amen. Vera je pogoj za sprejem krsta. Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Gospodu angel rekel Filipu, vstani in pojdi proti jugu, na pot, ki drži iz Jeruzalema v Gazo. Ta je samotna. Vstal je in šel. In glej, neki Etiopljan, dvornik, mogočen služabnik etiopske kraljice Kandake, ki je bil nad vsemi njenimi zakladi in je bil prišel v Jeruzalem molit, se vračal in na vozu sede bral preroka Izaija. Duh pa mu je rekel Filipu, stopi tja in pridruži se temu vozu. Filip je zdaj prehitel, slišal, da bere Izaija in rekel, ali razumeš, kaj bereš? Ta je odgovoril, kako bi nekaj mogel, če me nihče ne pouči.
kako bi neki povabil je torej Filipa, naj stopi na voz in prisede. Mesto v pismu, ki ga je bral, pa je bilo tole. Kakor ovca je bil peljan v klanje in kakor je jagnje pred tistimi, ki ga striže brez glasu, tako ni odprl svojih ust. Ker se je ponižal, je bila odpravljena sodba proti njemu. Kdo bi opisal njegov rod? Zakaj vzeto je iz zemlje njegovo življenje? Dvornik se je obrnil k Filipu in rekel, prosim te, o kom prerok to govori? O sebi ali o kom drugem? Filip je spregovoril, začel je s tem mestom v pismo in mu oznanil blagovest o Jezusu. Ko sta tako nadaljevala pot, sta prišla do neke vode in dvornik je rekel, glej voda, kaj brani, da bi jaz ne bil krščen? Filip je rekel, če veruješ z vsem srcem, se sme zgoditi. In odgovoril je, verujem, da je Jezus Kristus Božji sin. Ukazal je voz ustaviti in stopila sta v vodo oba, Filip in dvornik, in ga je krstil. Ko sta pa stopila iz vode, je Gospodov duh vzel Filipa in dvornika ni več videl in šel je veselo v svojo pot. Filip se je pa znašel v Azotu in je dalje gredoč oznanjal blagovest vsem mestom, dokler ni prišel v Cezarejo. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev, pojte Bogu vse dežele. Pojte Bogu vse dežele. Slavite narodi iz našega Boga, oznanjajte njegovo hvalo, dal je naši duši življenje, ni dovolil, da bi se nam noga spotaknila. Pojte Bogu vse dežele. Čujte vsi, ki se Boga bojite, in bom povedal, kaj vse je storil v moji duši. Hvaljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje prošnje in mi odtegnil svojega usmiljenja. Pojte Bogu vse dežele. Aleluja, aleluja. Če ste stali s Kristusom, iščite ga je zgoraj, ker je Kristus sedeč na Božji desnici. Aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus govoril množicam, nihče ne more priti k meni, če ga Oče, ki me je poslal, ne pritegne. Jaz pa ga bom obudil poslednji dan. Pisano je v prerokih in vsi se bodo dali Bogu poučiti. Vsak, kdo se od očeta sliši in se da poučiti, pride k nam. Nekako, da bi bil kdo videl očeta. Da tisti je videl očeta, ki je od Boga. Resnično povem vam, kdo vame veruje, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli puščali mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes. Da kdor od tega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh, ki ga bom pa jaz dal, je moje telo za življenje sveta. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Pri krstu smo prejeli Svetega Duha, da moramo v njem razumevati Sveto pismo in tudi iskati
odgovore na življenjska vprašanja zase in za druge. In Jezus je tista moč, ki se nam daje v obhajilu. Njegovo telo, ki jo vsak bolnik želi prijeti na zadnji poti kot življenjsko popotnico. Zato naj hrepenimo po tem Božjem duhu, ki nas vodi v življenju, in po kruhu, ki nas oživlja. Veseli slavimo Kristusa, ki je vstal kot prvi od mrtvih, in ga prosimo z besedami: od mrtvih stali Kristus, usliši nas. Od mrtvih stali Kristus, usliši nas. Jezus, odrešenik, svojo cerkev si postavil na temelj apostolov in jo razširil do kraja sveta. Blagoslavlja vse, ki verujejo vate. Od mrtvih stali Kristus, usliši nas. Jezus, zdravnik naših duš in teles, obišči nas in nas reši v svoji dobroti. Od mrtvih stali Kristus, usliši nas. Jezus, prijatelj bolnih, daj zdravja bolnikom in reši jih bolečin. Zdravstvenemu osebju pa daj veliko moči in modrosti pri zdravljenju pandemije. Od mrtvih stali Kristus, usliši nas. Jezus, vir vse dobrote, pomagaj tistim, ki živijo v strahu in stiskah, in vlij jim zaupanje vsem, ki so osamljeni in trpijo pomanjkanje. Od mrtvih stali Kristus, usliši nas. Nas veliča svojo smrtjo in stajenje si vsem odprl pot nesmrtnosti. Osreči naše mrle brate in sestre v svojem kraljestvu. Od mrtvih stali Kristus, usliši nas. Za vse to, da prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen. Hvala Bogu, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo pili ta kruh, ki je sad zemlje napornega dela ljudi, da nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekoma. Krvotovino sprejema kapljico vode, tako Bog spremi našo skromno ljubezen. Hvala Bogu, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo pili to vino, ki je sad trde dela človeških rok, da nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekoma. Sprejmi nas, Gospod, ponižne in skesane, takšne kot smo in kar imamo, in naj ti ugajda naša daritev. Izmij, Gospod, mojo krivdo in operi me vseh mojih pregreh. Molite, bratje in sestre, da Bog naš Oče sprejme to našo skupno daritev. Naj sprejme, Gospod, daritev iz tvojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. Blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Naš Bog in naše vse, na oltar ti prinašamo skromne darove. Ti pa nam daješ delež pri svojem božanstvu. Prosimo te, naj tvojo resnico globlje spoznavamo in jo vsak dan razodevamo v življenju. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom. viško srca, Imamo jih pri Gospodu. zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res je spodobi in je pravično, da se ti vedno da se ti sveti močni Bog zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Ti vodiš v usodo sveta in skrbi za vsakega človeka, nas zbiraš v občestvu, da poslušamo tvojo besedo in v veri hodimo za tvojim sinom. On je pot, po kateri pridemo k tebi, on je resnica, ki nas edina rešuje, on je življenje, ki nas napolnjuje z veseljem. Zato se ti zahvaljujemo, Oče, za tvojo ljubezen po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Skupaj z angeli ti pojemo in hvalo tvojemu veličanstvu sklikamo. Svet, Svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višava. Blagoslovljen, ki prihajaš v imenu Gospodovem. Hozana na višava. Sveti Oče, slavimo te, ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, tvoj sin, naš brat, zbere okrog iste mize, kako svojim učencem tudi nama zlaga pismo in lomi kruh.
Zato ponižno prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večeri vzel ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim prijateljem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Tako obhajamo skrivnost naše vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajanje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prišel v novo življenje in stal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nazorovanjem samega sebe odpira pot tebi našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina. Okrepče nas z njegovim telesom in krvjo in nas prenovi, da bomo njemu podobni. V edinosti z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, z drugimi škofi, duhovniki in diakoni in vsem tvojim ljudstvom. Da bodo vsi ljudje cerkve razumeli znamenja časa in rasli zvestobi tvojemu evangeliju. Odpri nam oči in srce za ljudi okrog nas, da bomo z njimi delili žalost in veselje, njihove upe in trpljenje, ter kazali pot zveličanju. Oče, usmili se vseh naših bratov in sester, vseh, ki so umrli za virusom korona in vseh rajnih, kateri verjeni ti poznaš in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končalo naše popotovanje, spremi do nas svoje kraljestvo, ki nas čaka da polno življenje in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico Božjo Materjo Marijo, z apostoli in močenci, vsemi svetniki in dobrimi ljudmi, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi se mogočnemu Bogu Očetu, občesu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Pri krstu smo postali Božji otroci, zato moramo klicati Boga za Očeta z besedami, ki jih je učil svoje učence Jezus, nas pa so naučile naše matere. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Da nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, dobri Oče, vsega hudega. Usmiljeno pomagaj, da bi živeli po tvojem evangeliju, kot velikonočni kristjani, da zadevali, da verjamo vate. Vse do dneva, ko si polni upanja, pričakujemo slavni prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti si na velikonočno jutro stopil skozi zaprta vrata med svoje učence, ki so bili polni strahu in zaželje velikonočnega miru. Zato ne glede na naše grehe, ampak na veru svoje cerkve, utrdi v miru in vodi v popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, saj ti nas živiš in ljubiš vekomaj. Amen. Gospodo mir, naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta, podari nam mir. Gospod Jezus Kristus in živega Boga, ki se po očetu in volje zavljanja Svetega Duha svetu dal življenje. Reči nas tem svojim telesom in krvjo vseh naših preveh in vsega hudega, da bomo živeli v Tvojem duhu in da bi se dali učili od Tebe in tudi mene med seboj. Glejte, to jagnje Božje Kristusa, zlomljen kruh za življenje človeštva. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor veruje in uživa ta kruh, bo imel moč tudi darovati se za svojega bližnje. Duša Kristusova posveti me, telo Kristusovo zveličaj me, kri Kristusovo napoj me, voda iz strani Kristusove operi me, trpljenje Kristusovo utrdi me, o dobri Jezus usliši me, svoje rane spremi me, od Tebe se ločiti ne pusti me, pred hudim sovražnikom brani me, o buri moje smrti pokliči me, Tebi priti pusti me, da bom s Tvojimi svetniki hvalil Te na veko veke. Amen. Kristus je umrl za vse, da bi tisti, ki živijo, ne živeli več sebi, temveč njemu, ki je za nas umrl in vstal. Aleluja. Molimo. Zvesti Bog, ostani z nami. Okrečal si nas telesom in krvjo svojega Sina. Pomagaj nam, da se dvignemo od greha in se oklenemo novega življenja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Kristusova beseda in njegova prisotnost je v vaših domovih in ste bili povezani v skupni daritvi. Zato se odprimo za njegov blagoslov. Gospod bodi vedno z vami. In s Tvojim duhom. Božji mir, ki vsak razum presega, naj varuje vaše srca in vaše misli, da boste spoznavali in ljubili Boga in njegovega Sina Jezusa Kristusa. Amen. To naj vam podeli vsemogočen dobri Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Bodite zdravi in živite v miru. Bogu hvala.